Dotaknila se bom vsebinskih pomanjkljivosti teh raziskav, ki so bile zajete v tej študiji, na podlagi katere je potem Društvo psihologov Slovenije podalo to zaključno mnenje, ki ga doživljamo kot zavajajočega, ker to tudi je. Namreč, tisto, kar je meni padlo v oči, je, da v teh raziskavah, zanimivo, v vzorcih nastopajo skoraj samo istospolne ženske. Pomen moških v raziskavah skoraj ni vključenih, kar je recimo en precej velik deficit, da si potem drznemo to posplošiti na veljavnost celotne populacije, otrok. Potem drugi en tak velik primanjkljaj v teh raziskavah, ki sem ga zasledila, je, da so recimo v isti vzorec v raziskavah zajemali pogosto istospolno usmerjene ženske, ki so posvojile otroke, in v istem vzorcu so zajeli tudi biološke mame, ki so sicer živele skupaj še s prijateljico, ampak je tukaj vsaj po eni naravni poti ali pa tudi dokazano, da biološka mama pač ima drugačen vpliv na otroka kot posvojiteljska mama. Te raziskave pač niso bile delane na področju istospolnih zvez, ampak na drugih področjih. Kar pomeni, da te vzorci v bistvu niso veljavni oziroma se iz njih sploh ne da delati enih pametnih, suverenih in zanesljivih sklepov. Zanimivo je, kar je tudi ena pomanjkljivost, da so v raziskavah zajeli tudi mame samohranilke, kar nima nobene zveze s tem, ker vpliv dinamike istospolnega para je tisti, ki tudi močno vpliva na razvoj osebnosti tega otroka. In če je pač mama samohranilka, jasno, da ima na otroka povsem drugačen vpliv, kakor če ta mama, sicer biološka mama, živi pač v istospolni zvezi s prijateljico. Potem pri vsebinskem analiziranju teh spremenljivk, kaj so v bistvu zasledovali, sem zasledila, da so pogosto merili učno uspešnost, kognitivne spretnosti, delitev vlog v družini, ki je bila načeloma celo bolj razdeljena, delitev dela v tem smislu družinskega. Potem recimo ena raziskava je merila izbiro igrač otrokovih, ena od njih je merila spolno identiteto pri 7 letih, kar je precej zgodnja starost za merjenje spolne identitete. Merili so vzgojne pristope, vzgojni pristop ni pokazatelj, kako istospolna zveza vpliva na doživljanje sebe pri otroku ali pa na razvoj samopodobe ali pa na razvoj spolne identitete. Tako, kar je zanimivo pri teh spremenljivkah, jaz ne bom zdaj naštevala vseh, da veliko od teh spremenljivk, ki so bile pač zajete v raziskavah in je čisto v redu, da so jih merili in raziskovali, in je to sigurno eno vprašanje, ki se nas tiče in ga bo treba še veliko raziskovati na zelo kompleksen način, zelo različnih vidikov. Ampak tisto, kar se pa vidi iz vseh teh raziskav, je pa, da so zaenkrat še zelo skromne, premalo kompleksne, in večina raziskav je raziskovala recimo eno od spremenljivk. In iz ene tako nekompleksne raziskave se enostavno ne da niti sklepati, pri čemer recimo opažamo, da pri kakšni učni uspešnosti včasih en perfekcionizem, ki je velikokrat plod otrokove notranje osramočenosti, izpade kot plus, v resnici pa lahko minus za otroka, pa je ta otrok pač učno bolj uspešen. Naslednja stvar je pa, ki bi jo rada opozorila, da je pa zanimivo, da so bile narejene 3 zelo kvalitetne raziskave, kjer je bilo naključno vzorčenje, dovolj velik vzorec zbranih pač ljudi oziroma udeležencev raziskave, ki so pa dokazali nasprotno. Tudi iz teh raziskav se zavedamo, ne moramo posplošiti na populacijo. Ampak zanimivo pa je, da po tem osnovnem merilu, ki so ga pač v skupini kritičnega razmišljanja pač vzeli pod drobnogled,
je zanimivo, da so te raziskave dokazale statistično pomembno večjo čustveno stabilnost otrok v heterospolnih skupnostih, potem so dokazale tudi večjo stabilnost heterospolnih skupnosti v primerjavi z istospolnimi skupnostmi. In zanimivo je, da so otroci iz istospolnih skupnosti pogosteje ponavljali razred v osnovni šoli, kakor otroci iz heterospolnih skupnosti. Poudarjam, da tudi to niso izsledki, iz katerih bi mi lahko naredili sklepe na splošno populacijo, a zdaj iz teh raziskav lahko rečemo, da ima istospolna skupnost enako vpliv na otrokov razvoj ali ima drugačen vpliv na otrokov razvoj, ne moramo sklepati niti v eno, niti v drugo smer. Tega se zavedamo in bi bilo dobro, če bi se nas več tega zavedali. Pomeni, nujne so in upam, da bojo, vprašanj imamo dovolj in po raziskovalnem delu znanstvenem je vedno si postavljati pač dobra vprašanja. Pomeni, potrebujemo izredno dolge študije, longitudinalne, govorimo o najmanj 2 generacijah, potrebujemo kompleksne študije, potrebujemo prave vzorce. Šele iz res dolgotrajnih in kompleksnih raziskav lahko si drznemo delati ene usmeritve razmišljanja, na katerega se lahko bolj zanesemo, čisto v smislu polnosti razvoja, na socialnem, čustvenem, ekonomskem, telesnem in duhovnem razvoju otroka. In predvsem tudi tega, kako se bo ta otrok kasneje znašel v svoji vlogi starševstva in tudi starega starševstva, kar pomeni, da smo že pri 3. generaciji. Tako, vsi vemo, da smo ljudje eno najbolj kompleksnih, torej najbolj kompleksno bitje na svetu in se mi zdi škoda, da se tega ne moramo veseliti ali pa tega zavedati, ker bi nas to dopolnjevalo, to bi nas delali bogate v odnosih in si želim, da bi lahko verjeli, da bolj, ko bomo sprejemali svoje različnosti in se naučili z njimi živeti, lepše nam bo. Hvala.